Dober dan, dragi ljudje. Upam, resnično si želim, da današnji video doseže čim več ljudi, oziroma moja namera danes je, da sem jaz tista, ki vam bom danes predala res močno sporočilo. Sporočilo, ki ga pač sama doživim in sama ozavestim, predelam, se ga začnem zavedati. Zato, da greš v globine sebe, je resnično potreben pogum. Vsak od nas ima v sebi rane. Tudi tisti, ki pravi, ne vem, da je imel popolno otroštvo, popolno karkoli življenje, ima v sebi, globoko v sebi, nosi rane. Globoko v sebi. Danes je v ozadju, jaz se s temi aparaturami ne spoznam toliko na njih. Verjamem, da moja srčna želja je enkrat snemati videe na YouTube, ampak trenutno jih ne znam in zato jih snemam tu. Svoje občutke želim z vami deliti v živo, zato videe niso naprej posneti. Danes je v ozadju na računalniku ena glasba, v bistvu glasba angelov. Kot veste, so se 8.8. odprla levja vrata in ti portali za manifestacijo so zelo, zelo, zelo močni. Sporočilo, ki ga predajam naprej, je tudi: zaščitite svoje otroke. Zaščitite svoje otroke. In naša tema danes je alkohol, marihuana, tablete, droge, odvisnosti in na vse zadnje tudi kričanje, dretje, obup, nemoč, stiska, strah. Karkoli vam bom danes povedala, z vami delila, vse je moja zgodba in vse so moja spoznanja. Skozi pot učenja in poslušanja pač drugih avtorjev, branja drugih avtorjev, terapije drugih ljudi. In sicer najbolj se bomo dotaknili občutka. Občutek je občutek. Feeling is feeling. 10 let nazaj v Londonu na enem predavanju se je ta coach, ta predavatelj, ves čas je govoril, se mi zdi, da je to edina stvar v 3 dneh, ne vem, po 8 ur, kako smo imeli tista predavanja, ki sem jo o tem odnesla. Se pravi, feeling is feeling. Občutek je občutek in to mi je ostalo. In danes se močno zavedam, da je občutek popolnoma vse. Občutek je povezava z našim srcem, z našo dušo, z našim višjim jazom. Z občutkom komuniciramo z nevidnim svetom. Občutek je tista globina, ki je ostala v nas ob neki situaciji, ob nekem dogodku, ki nas je globoko, globoko ranil. Mi se situacije morda ne spomnimo več, mi se dogodka ne spomnimo več, ki nas je pač poškodoval. Ampak v telesu do konca življenja
in še dalje, če v to verjamete, ostane občutek. In občutek je nekaj, si bom dala glasbo nazaj, ne znam jaz to drugače, ker me res zelo podpira, da lahko z vami to delim, kar delim danes. Sam mečken. No, moja namera je, da se nekdo v mojem svetu pojavi, ko me to nauči, da bo delovalo tudi tako, da ne zmotimo video, ampak ok, že mora tako biti. Se pravi občutek. Jaz, ko sem se pač si dovolila sebi in sem šla raziskovati v globine sebe, sem pri gospe Saši Einsiedler na njeni hipnoterapiji, ki jo močno priporočam, so tudi drugi, je tudi Urška, ko dela karmično diagnostiko, ampak Sašo sem se pač nekako začutila in sem res se prepustila njenemu vodenju na tej terapiji. In v tej terapiji sem mogla poiskati 3 dogodke, ki so me najbolj zaznamovali v življenju, najbolj ranili. Ti dogodki, zdaj o 2 dogodkih ne bom govorila, ker so prav zraven osebe iz moje družine, lahko pa izpostavim ta dogodek, ki je moje življenje, to je moja zgodba, najbolj zaznamoval. Se pravi, kjer sem doživela največjo rano, največji obup, največji strah, največjo stisko, največjo nemoč in kako me je ta dogodek spremljal skozi celo življenje. In jaz sem danes resnično ponosna na sebe, da sem te stvari ozavestila, da jih sedaj lahko spremenim in da s tem, ko delim svojo zgodbo, pomagam, podprem mogoče koga od vas. Pa če je to samo ena oseba, samo en človek, je moja naloga opravljena. In če bo nekdo drug podprl enega drugega človeka svojo zgodbo in en tretjega človeka svojo zgodbo, se lahko zgodijo fascinantne stvari. Mi lahko rešimo en drugega, mi lahko rešimo samo z svojo iskrenostjo in z deljenjem svoje zgodbe ljudi, svet, zemljo. In da se vrnem nazaj. Se pravi, dogodek, ki je mene najbolj zaznamoval, je bil dogodek, ko sem bila stara 7 let in moja mamica je bila pač bolana in je imela operacijo v Ljubljani. In mislim, sam dogodek ni nič kaj takega, ampak res si želim, srčno si želim, da začutite ta občutek, da začutite, kaj vam želim povedati. Jaz se bom res potrudila, da bi vam to predala. Jaz pridem v bolnico po operaciji, mamica ima povito glavo, leži v postelji
stiska. Kdo je to? Kaj se dogaja? Gremo še dlje, me vpraša, koliko je v šoli Ana. Pa z mano se je učila, me stala ob strani, naloge delala z menoj. Pač teh stvari se spomnim, oziroma to v takem teta stanju, ko se res poglobiš v sebe, res to vse vidiš. Pa ne, da vidiš mogoče sam dogodek, ampak čutiš občutke, ne? Ker občutek je tisto, ko nas pelje, pa lahko, ja, tako je pa tako pot, ne. In stojim ob tisti posteli in ona me vpraša, kak je v šoli, in jaz rečem, ok. In reče, kaj pa delate, pa jaz rečem, abecedo se učimo. In ker je pač bila operirana na glavi, v glavi, je zgubila za nekaj časa ta kratkoročni spomin. In ona meni reče, ja, Nataša, ko pridem domov, boš pa ti mene učila abecedo, mi boš pomagala. In ta stavek je v bistvu na nek način čist banalen, čist ok, nič kaj takega. Ampak za otroka starega 7 let nerazumljiv. Predstavlja veliko stisko. Meni jo je predstavljal, mogoče nekomu drugemu ne bi, Ana. In jaz vidim sebe pred to posteljo v totalni stiski, v nemoči, v strahu, v obupu, kaj se je zgodilo. In meni se v sekundi, v stotinki sekunde, v moji glavi, jaz to kot otrok ne znam povedati, jaz to ne znam naprej dati, jaz ne znam tega opisati, jaz tega niti ne razumem. To je samo občutek. V moji glavi se poruši svet. Svet poruši se. In pol se svet ruši naprej. Ona ne pride iz bolnice. Se pravi, zapusti to realnost. In za mene se začne tu na zemlji pekel. In pač ta pekel je trajal tako dolg, dokler nisem bila pripravljena se poglobiti v sebe. Dokler nisem se odločila, da pač je moje življenje, ne vem, propad, da je boljše, da me več ni, da ne razumem, da preveč trpim. In se pravi občutek, doživela sem občutek. In naša tema danes iz mojega sveta je tudi alkohol in marihuana. Včeraj sem z enim krasnim človekom doživela prečudovit večer ob ognju, delila sva si zgodbe iz življenja. In prav uresničila se mi je želja, da pač moja želja je bila, Ana, ki sem jo oddala v vesolje, da spoznam enega moškega, ko bom lahko te zgodbe z njim delila, ne. Ko me bo sprejel, pač tako, ko sem. In ko sebe sprejmeš v vsej veličini, ko sebe sprejmeš z vsemi izkušnjami, ki si jih doživel, ko vidiš, da nič ni bila napaka, da nič nikoli ni možno, da si karkoli naredil narobe, da je brez veze, da se za karkoli kriviš, ko se ti življenje zloži v eno tako sestavljanko, ko razumeš, in kaj tu, stvari je treba razumeti. In ok, kasneje v mojem odraščanju, ko jaz doživim v nekih situacijah, ki sploh niso pomembne, podoben občutek,
ali pa enak občutek, ki sem ga doživela takrat pri mamici v bolnici, se pravi strah, obup, nemoč, jezo, žalost, ko ne veš, ko ne veš, ko te ni več, ko se ti svet podre. In ko sem kasneje v življenju doživljala situacije, ob katerih sem doživela podoben oziroma enak občutek, zdaj pa je že bil tu alkohol, pa je bila tu marihuana. In ko sem jaz si izbrala pač to, ne vem, jaz sem bila ful žurer, ful to, ampak ko sem prišla domov, pač jaz sem bila znana, ok, Nataša ful žura, Nataša je ful srečna, z Natašo je fajn žurat. Ampak ko sem jaz prišla domov, jaz sem vedno jokala, kričala, tulila, in pač od zadaj se je skrivala nekaj druga za to fasado, za to navidezno srečo, ki jo je povzročil pač alkohol in kasneje marihuana. In jaz sežem po alkoholu in sežem po marihuani. Iz veselja, iz sreče, se mi rodi sin, se za nekaj časa to neha, pa se počasi spet nadaljuje. Skreiram si totalno nasilen odnos, ker pač od tega nasilja in vsega tega, to so moji vzorci, je bilo ogromno v mojem otroštvu. Skreiram si nasilnega partnerja, narkomana. V tem odnosu na svet pride Nežika. Ok, nekaj časa znam biti mama, nuditi varen prostor otroku. Ko pride do neke stiske, do nekega dogodka, ki mi spet povzroči občutek, ki sem ga doživela takrat v bolnici, pri mamici, spet posežem po tem. Prva misel, ok, če enkrat skadim, mi bo boljš. Če enkrat skadim, če naredim par dimov, me ne bo več bolel, me ne bo več skrbel. Bom kul, bom zmogla. In spet vse skup zaserjem. Danes pač drugače gledam na te stvari. Dokler v tej hipnoterapiji ne povežem, da sem zaradi občutka, ko sem ga doživljala takrat pri mamici v bolnici, in ko se je kasneje v življenju ta občutek pojavil, ko je strašno bolelo, ko nisem vedela, kaj naj naredim, sem segla po alkoholu in marihuani. Skozi izgovorom, da pač to dela mi sreče, da jaz pač, to je fajn, to mi dvigne vibracijo, ja, to mi je dvignalo vibracijo, ok, ta stavek je močen, to mi je dvignalo vibracijo. Ampak navidezno mi jo je dvignala, ampak zdaj treba priti, to pol jaz pač raziskujem sebe, jaz se ne ukvarjam z drugimi ljudmi, jaz nimam ene sekunde več časa, da se ukvarjam s komorkoli drugim, samo z raziskovanjem svojega življenja, svoje notranjosti, svojega srca, svoje duše, in s tem vem, da lahko pripomorem svetu, zemlji, ljudem, vsem nam, ker smo vsi nenormalno energetsko s takimi nitkami povezani. In če jaz dvigujem svojo vibracijo, dvigujem kolektivno zavest, dvigujem vibracijo zemlje, in to so za mene fascinantne stvari, ampak jaz ne moram dvigovati vibracije iz žalosti, iz obupa, iz nesreče, iz ljubosumja, iz nemoči, ne vem, če sem že omenila. In jaz pridem do tega spoznanja, da se pravi, vedno, ko se je pojavil občutek,
nemoči, žalosti, vsega tega, se pravi nizkih vibracij, je moj izhod bil alkohol in marihuana. In zdaj, tukaj se pojavi za vse, ki to počnete. Veste, da jaz dobenega ne sodim, veste, da sem jaz človek, ko je to moja pot, ko res totalno vsakega razumem. Totalno. In ga niti mal ne sodim, karkoli dela. Ali pa poskušam, se učim res, da ga ne bi. Tu se pojavi vprašanje, kaj, če želiš iti v globino sebe, kaj meni sproži, kaj je ta trigger, ko meni sproži to, da jaz spijem, pivo, vino, da si jaz požgem joint, da jaz pojem tableto. Kaj je tisto od zadaj in je treba iti v občutek iz otroštva, ki si ga sigurno doživel, ko si se odločil, da si nemočen, da te je strah, da nisi vreden ljubezni, da si, to pač lahko z mojo pomočjo pridete do tega, lahko me pokličete, lahko ne vem kaj. Ampak začnite. Ni problem v odvisnosti ali pa v tem, da vi pijete, kadite, karkoli pač počnete. Ni problem v tem. Pa ne problem, izziv. Dajmo reči izziv. Izziv je v tem, zakaj to človek počne. Zakaj? Kaj je tisto, ki v njemu sproži nekaj, da on to naredi? In pri meni je bil pač ta občutek. In verjamem, ker je vse občutek, da je tudi pri vas občutek. Ok, mogoče se boste spomnili situacije, ampak ob tej situaciji je bil občutek. In občutek je nekaj najlepšega, nekaj najbolj svetega, nekaj najbolj angelskega, nekaj najvišjega, kar obstaja, je občutek, feeling. In če povežem to kasneje, recimo, jaz v mojem otroštvu in kasneje je bilo dosti kričanja, dretja, ne? In vse to sem jaz v bistvu naprej dobila in naprej tudi zelo v veliki meri prenesla na svoje otroke. In v veliki meri verjamem, da sem skreirala tudi to, da je moj otrok ima čustveno-vedenjske motnje, motnje pozornosti in Aspergerjev sindrom. Pač verjamem. Zdaj, a mi to, da to verjamem, kreira več ali mi kreira manj, pač od začetka, ko sem to zavesla, normalno, da mi je kreira manj, da se nisem fajn počutila, da sem se krivila. Ko to ozavestiš, da pač vsak otrok si izbere svoje starše, da je vse samo izkušnja, da ni plusov, minusov, samo izkušnja je, ni slabo, ni dobro, ni več, ni manj. Potem to nekako sprejmeš. In moja namera, recimo en dan je bila, da želim pač odkriti, zakaj kričim, zakaj se razburim, zakaj grem v jezo. Zakaj? Mislim, vesolje, pomagaj mi, stoj mi v strani, pošli mi ljudi, pošli mi situacije, ko bom lahko to zavesla, ko bom to spoznala. In seveda, jaz res verjamem, vesolje nas neskončno podpira in vsaka naša želja je že tukaj, je že uresničena. Samo mi moramo priti do nje, dvigniti svojo vibracijo, da se poklopi. In to sem pa danes od podpori srčne prijateljice, ko mi je tole glasbo poslala, ozavestila, da včasih sem recimo spila pivo ali pa si prižgala joint. Danes pa v situacijah, kjer me zmedejo, ker sem nemočna, ker mislim, da sem nemočna, ki me prizadanejo, ki pač si izberem, da me prizadanejo, začnem kričati.
In to je fascinantno spoznanje, ko to zavestiš. Ok, od zdaj naprej, od te točke naprej, bom pa jaz vadil, ok, velikrat mi še ne bo uspelo, ampak danes sem jaz prišla do feelinga, ok, ko doživim ta občutek v eni situaciji, ko sem jaz nemočna, ko se jaz ne znajdem, ko se jaz počutim tako takrat, ko sem se pri mamici v bolnici počutila, ko nisem vedela, kaj je levo, kaj je desno, kdo sem, kaj naj naredim. A to je življenje, ko jaz to doživim, začnem jaz kričati, se začnem dreti. Ali je to v situaciji do otroka, do partnerja, do očeta, recimo, ne? Velikrat se pojavi. Ampak danes jaz to vem in danes lahko jaz to spremenim, ker in delam na tem, da vedno, ko se ta občutek pojavi, ga ozaveščam, da je to tista mala Nataša, ko je to čutila takrat v bolnici. Ampak danes ni več majhna, danes ima metode, ima znanje, ima korake, naučila se vsega tega, uči se 10 let, zadnja 4 leta se je odločila, da res reši svoje življenje, da si želi živeti in sem si izbrala drugače, kot si je moja mamica, nisem šla iz tega sveta, čeprav ni nič kaj dosti manjkalo. In danes sem tu in sem postala v bistvu raziskovalka svojega življenja. V otroštvu sem raziskovala plaže, kamenčke, ne vem, vse to me je zanimalo, na cele dneve, v vodi se potapljala, raziskovala. Na eni točki sem se odločila, da želim raziskovati svoje življenje, da želim biti svetloba, biti luč, da sem luč, da sem svetloba. In v vsakih situacijah, recimo pri mojih prijateljicah, a vam je to všeč ali ne, jaz sem svetloba, jaz sem luč. In jaz vam ne morem dati tega, kar vi želite, jaz vam lahko dam samo to, kar jaz čutim. In tudi, če se na eni točki naša prijateljstva končajo, se ne nikoli, ne, ampak da se na nek način razidemo, je to ok. Je to totalno ok. Ker nekomu, ki je v temi, ki je v kontrastu, ki je v občutku nemoči, v stiski, mu reči, ga poskušati podpreti, ne iti v njegovo zgodbo, v njegovo stisko, ampak jaz recimo rečem, ok, daj fokus drugam, kaj lahko zdaj pomagaš, če te skrbi, kaj lahko narediš trenutno, nisi doma, ne moreš tega reševati, kaj lahko narediš, če boš v stiski, kreirala si boš še več dogodkov, v katerih boš lahko v stiski. Kaj lahko narediš, če bo zdaj 4-5 ur čutila nemoč? Kaj lahko s tem narediš? Kreirala si boš še več situacij, v katerih se boš počutila nemočno. In recimo oseba gre v napad, joj Nataša, ti si pa res nesramna, ti pa res ne razumeš moje stiske, ti res ne razumeš tega, da, ne vem, nam je toča uničila ves pridelek, da ne vem, kaj je toča naredila. Ok, razumem tvojo stisko, ampak razumeš, da lahko obrneš svoj pogled in rečeš, ok, vsi smo živi in zdravi. To bomo popravili. Vsi smo tu
da se nekaj iz tega dogodka naučimo. Mogoče smo premalo hvaležni. Mogoče bi začeli vaditi hvaležnost vsak dan za to, da imamo streho nad glavo, da imamo vodo, da imamo zrak, da imamo oči, da imamo glas. Karkoli. In ja, tudi jaz v življenju se nisem imela čist nič rada, popolnoma nič. In kaj lahko zdaj človek naredi? Gre na pot, bere knjige, ampak če to ne uporabiš v svojem življenju, se pač ne zgodi sprememba. Te stvari je treba uporabljati. To je tako, če jaz vam rečem, palačinke se naredijo tak pa tak, uporabiš mleko, ne vem, riževo, kravje, kakršnokoli, jajca ali brez jajc. Ampak če bi ti vi sam gledali, ok, jaz to uporabim, pa niti mal ne boste šli v akcijo, da boste tisto jajčko ubili, pa mlekecno dali, pa malo posladkali, pa posolili, kakorkoli pač delate, se sprememba ne more zgoditi. Ne more. Če sam gledam, aha, jaz bom tole okolico naredila, tamle bom dala bršljan, tamle bom dala rododendron, tamle bom dala javor, tamle bom dala eno skalo. Ja, ne bo se naredila. Ni treba iti veliko akcijo. Mečkeno, vesolje vas totalno podpre na poti in vam pošilja vse korake, jasne znake, kaj je treba narediti. Pošilja vam ljudi v vaše življenje, ki vas bojo podprli, ki vas bojo razumeli, ki vam bojo pomagali, In jaz upam, to sem hodila povedati, se pravi, vzrok je treba poiskati, zakaj se nimam rada, zakaj pijem, zakaj kadim travo, zakaj sem v depresiji, zakaj jem tablete, zakaj kričim na svojega otroka, zakaj kričim na svojega partnerja. Vzrok je treba najti, če hočete pozdraviti posledico. Brez tega ne gre. Vsi veste, da je moja Neži moja zvezdica, moja ljubezen, tudi moj Jakob. Ampak Neži ima to posebnost, da ima te diagnoze, v katere pa njena mamica ne verjame. Njena mamica verjame, da se je na eni točki bila v tako močni stiski, v tako močni nemoči, da se je tako močno ustrašila, da je zablokirala, da enostavno energije ne tečejo čez njo, tako bi mogle. In da se je v njenem otroštvu, ali že v trebuščku, ali kakorkoli, ali še prednje prišla na svet, zgodil nekaj, zaradi kje, da ima ona te primanjkljaje v svojem življenju, na nekih področjih. Ampak verjamem, da vse gre iz občutka. Doživela je en občutek, mogoče, ko je bila pol leta stara, ko je bila 1 leto stara, ko sem jaz v nemoči, kaj naj naredim, zakaj se dere, zakaj to, ko sem jaz bila v strahu, kaj je z mojim otrokom, ok, jaz sem mu to povzročila, kaj, ne? Ko sem kasneje, recimo, ko je ona bila v stiski, ki se je prikazovala, recimo z močnim kričanjem, zdaj kasneje z žaljenjem, ne vem, ti si, pa ne bom zdaj to govorila, kaj Neži govori, Ana, to je njeno, ampak ko je mene prizadelo, res, ko greš iz tega, koliko lahko ti to svoji mami rečeš, jaz skrbim za tebe, jaz te peljem na morje, jaz te peljem v hribe, jaz te pocartam, jaz ti pravim se, a to pa meni ne boš govorila. Ne, to pa jaz ne dovolim, da boš to meni govorila. Ko jaz sem sama sebe slišala. Fuck, kaj jaz govorim svojemu otroku? Moj otrok je v nemoči, moj otrok je v stiski,
moj otrok je prišel v moje življenje, da je moj največji učitelj, da reši moj svet. Ona je prišla zato, da reši mene. In jaz sem rešila svoj svet. Pa zdaj je čas, da rešim njen svet, ki sem ga totalno zajebala, na celi črti zajebala. Čisto zajebala. In jaz se tega zavedam. Ampak zdaj vem, kaj bom naredila. Zdaj vem, da ne bom odreagirala iz nemoči. Zdaj vem, da lahko odreagiram drugače. Zdaj sem se naučila. In dokler se boste sodili, ne boste čist nič naredili. Kričim na otroka, to, ono, drugo, tretje, jaz imam avtista, mene ženske, ja kak ti lahko, kak to? Rešujem svoj svet. Vprašam se, zakaj odreagiram tak, nočem biti taka mama, nočem tako odreagirati, ni mi to fajn. Moj občutek, spet smo pri občutku, takrat ni prijeten, ko kričim na njo. Moj občutek, ko ji rečem, ja tak pa mami ne boš govorila, to pa jaz ne dovolim, ni prijeten. In jaz se zavedam, da nisem takrat v povezavi s svojim višjim jazom, jaz nisem takrat v povezavi s svojo dušo, jaz nisem takrat v povezavi s svojim srcem. Jaz sem čist nek drugje. Čist nek drugje. In jaz sem se zdaj naučila, ok, v 5 minutah, kje si, kaj čutiš, zakaj se tako počutiš, ozaveščati stvari. In iti iz teh občutkov nemoči, žalosti, jeze, strahu ven, ker niso resnični, ker so iluzija, največja možna, moram tole reči, fucking iluzija, kar so nam jo odcepili, tako zdaj tole korono. Ampak vse se je moglo zgoditi. Tudi ta korona, karkoli pa če imenujete, meni je čist se gladko je za njo, se je mogla zgoditi, da se lahko mi zbudimo, mi prebudimo, mi pridemo do spoznanj, da mi začnemo ozaveščati, da mi začutimo, spet smo pri občutku, da je vsa moč v nas, in da se združimo, da se primemo za roke. Tako jaz danes nisem mogla sama, jočem. Ok, spet ta občutek, nočem tega občutka, kaj je ta občutek, počutim se nemočno, kričim, ni mi fajn, ni mi fajn, ni mi fajn. Ok, pokličeš prijateljico, poklič jo, ej, Tami, mi lahko pomagaš, ej, Maja, prosim, mi lahko pomagaš, takle čutim. Pa Maja pošlje glasbo, pa Tamara reče to, pa se Nataša sestav, pa dobi ven fascinantno zgodbo, ko jo lahko deli naprej. Zato smo tu, da se podpiramo. In podpreti je treba svoje otroke. In zdaj še ena ful pomembna informacija, ki sem jo ob tem v bistvu dobila. Naši otroci, to je moje prepričanje, meni je vseeno, če ne, jaz na pamet govorim 7 milijard ali ne vem koliko česa je na svetu, ker nisem to nikoli dobro poslušala ljudi. Če vsi ljudje tega sveta rečejo, da sem jaz, ne vem, nora, da sem jaz čudna, da jaz ne vem kaj, me čist vseeno. Jaz sem tista ena na svetu, ena, edina, unikatna. Ni taka, kot sem jaz. In jaz se cenim in spoštujem in se vam rada. In zato predajam svojo lučko naprej, tismo, ko jo bo hotel vzeti. Pa če jo noben od vseh ljudi na svetu ne bo vzel, pa jo ne bo videl, je meni popolnoma vseeno. Popolnoma vseeno. Popolnoma vseeno. In a se kdo strinja z menoj, a se ne strinja z menoj, a kdo lajka moj video, a kdo deli moj video, mene čisto vseeno. Ampak jaz vse vem, da ta video
bo dosegel eno mamico, bo dosegel enega, ko vsak dan tiste jointe puha, ko sploh ne ve, zakaj jih puha, ko se še nikoli v življenju ni vprašal, zakaj kadim, zakaj, kaj mi sproži to, ko to zagovarja. Pa nič ni narobe s tem, to je njegova pot. Ampak zakaj bi, če si lahko zbereš nekaj druga, če lahko zavestiš. No, da se vrnem na to nazaj. Naši dragi otroci, to sem pa res zelo močno zavestila, v šolah, v katere hodijo, doživljajo enake občutke, ko sem jih jaz doživljala takrat pri mami v bolnici. Stisko, nemoč, žalost, obup, jezo, strah, predvsem strah. Pa ni to strah, ne, jaz vam govorila, o mojem svetu ni strahu, ne. To je en tak občutek, ko res ne veš, kaj bi naredil, ko ne veš, ko se ne znajdeš, in to doživljajo naši otroci v teh blesavih šolah. In meni je vseeno, če zdaj 100 učitelj tole gleda, niste vi odgovorne, ni tudi sistem, nobenega ne sodim, ampak samo vsakega posameznika pozivam, da ozavesti mogoče te moje besede. Otrok stoji pred tablo, vprašanje 9 minus koliko je 6. Dam primer, banalen primer. Ne vem, rečemo, da je to drugi razred. Pa kak ne on razume to logiko, razen da ga, ne vem, matematika, ne vem, kak ne zanima. Kak ne on, ti moraš razumeti, dragi moji, jaz sem rabila 38 let, da razumem svoj občutek, ki sem ga doživela pri 7 letih v sobi, v bolnici, na kliničnem centru v Ljubljani pri svoji mamici. 38 let, da razumem feeling, ki sem ga takrat doživela. Kak bo otrok v vrtcu, v šoli razumel ta svoj občutek, ne more ga razumeti. In v šolah se dogajajo velike travme, velike stiske otrok, ki ne razumejo. Potem so še priklicani pred tablo in on mora to odgovarjati za oceno. Učil se je na pamet, pustimo nekaj procentov tisti, ko res to razume. Učil se je na pamet, pred celim razredom mora za oceno odgovarjati nekaj, kar ne razume, kar je v njegovem svetu premehne. On ne razume stvari, zakaj moram jaz to znati, zakaj, če pa mene zanima, jaz rad rišem, jaz rada plešem, jaz rada pojem. Zakaj si dovolimo, da nam vsak posameznik, da si dovolimo to, da moramo to znati, da morajo naši otroci v šolo, da moramo mi hoditi v službe. Ko se bomo vsi skupaj prijeli za roke, lahko vsi službe pustimo, lahko vsi spišemo otroke iz šol, lahko nikoli več ne pojemo nobene tablete, lahko skupaj ozaveščamo, zakaj pride do raka, zakaj pride do depresije, zakaj pride do ne vem kakih bolezni v narekovajih. Lahko ozdravimo eden drugega. Vsi imamo to moč, vsi smo vedeli za to, ko smo bili otroci, in vse je v nas. Vsak lahko ozdravi sam sebe. Res je, da preklemansko boli. Res je, da jočeš. Res je, da kličeš, vsaj v mojem svetu, vse možne prijateljice, ki ti brezpogojno, verjemite mi, brezpogojno stojijo ob strani, ki verjamejo vate, ko verjamejo vate, ko niti ti ne verjameš vase. Ampak enkrat se pa zgodi in se poklopi in začneš tudi ti verjeti v sebe. In začneš verjeti v svoj svet. In začneš verjeti v svoje občutke, svoje feelinge. In jih začneš raziskovati.
In tiste prijetne, in tiste neprijetne. In se začneš zavedati, da so tisti neprijetni usiljeni. Da smo ko na eni igrici na avtopilotu. Aha, če ti umre otrok, zdaj dam v mojem svetu najhujša stvar, ko se lahko zgodi. Če ti umre otrok, moraš tak čutiti, pa cel življenje moraš biti žalosten, pa cel življenje moraš žalovati, pa cel življenje ga moraš pogrešati, pa celo življenje se ti more podreti. Bog ne daj, nobenemu ne želim, najmanj sama sebi ali komorkoli od vas. Ampak takrat želim vam samo to sporočilo dati. Ko boli, ko najbolj boli, takrat na tistem področju nam manjka pravih informacij ali pa več informacij. In začnite na področjih, ki vas bolijo ali ki vam ne grejo v življenju, začnite iskati informacije. Dajte namero, želim, da ne vem kaj, karkoli je v vašem svetu. Pa čisto vsako željo, karkoli želim spremeniti, dam namero v vesolje. Vesolje, prosim, podprime, pošli mi ljudi, ki me bojo podprli. In ja, to je to. In naše otroke, sploh zdaj, ko so te manifestacije tako močne, ko bo tudi vsem prebojenim ljudem, res, nimam rada te besede, no, pač vsem ljudem, ki verjamemo, da še obstajajo druge realnosti, obstajajo druge matrice, vsem tem ljudem, ko to verjamejo, ne vem, kaj sem hotela povedati in tudi očitno ni važno. Obdelali smo se kar nekaj tem in da zaključim. Angeli vam stojijo ob strani, vesolje vam stoji ob strani. Jaz vam stojim ob strani, če vam to kaj pomeni. In poiščite steber vse, poiščite sam sebe, da boste v vseh situacijah v življenju lahko stali ob strani sami sebi. Ker vi ste dovolj. Vi niste samo vi, vi ste še nekdo drug zraven in sta dva. Ali vaša polovica, ali vaš višji jaz, kakorkoli želite, ali Bog, ali vesolje, ali angeli, ali energija. In preko tega se pogovarjamo z občutki. In zato je občutek najbolj pomemben. Najbolj. Pa ne želim nobeno področje izpostavljati, pa mu devati neke predznake, pomemben, ni pomemben. Ampak feeling is feeling. Občutek je občutek. Vse dobro vam želim, hvala, ko ste si vzeli vaš dragocen čas. Neizmerno sem hvaležna, da smo bili skupaj. Neizmerno sem hvaležna, da smo skupaj zdaj trenutno na zemlji. To so si izbrale najbolj pogumne dušice. In skupaj zmoremo vse. Vse in še več. In srečno na vaši poti, raziskujte, postanite vedoželjni in bodite v oporo svojim otrokom. Kajti so v svetu, trenutno, tudi šolstvo, zdravstvo, vse to se bo podrlo. Ampak ne gre to čez noč. Se že podira, od zadnji se marsikaj dogaja. Jaz grem danes na sestanek za v bistvu šolanje na domu. Ena skupina ljudi, je že prostor, je že vse, ne vem, dan zvem informacije. In ja, dajmo, pejmo okoli sistema. Imamo izbire, imamo možnosti, nešteto jih je. Ampak treba iti iz energije, izziva, bom rekla, da vam bo lažje problema, v energijo rešitve. Takle se pojavljajo. Za vsak izziv takoj lahko najdete najmanj 5 rešitev. Rada vas imam. Čau, se vidimo v drugem videu. Dio!